Živijo, bodoči inženirji in radovedneži. Ste se kdaj vprašali, kako se surova kovina spremeni v naprave in konstrukcije, ki jih uporabljamo vsak dan? Pa si poglejmo. Najprej se pogovorimo o polizdelkih. To so materiali, ki so že delno obdelani, vendar še niso pripravljeni za končno uporabo. Predstavljajte si jih kot vmesni korak v proizvodnem procesu. Potrebujejo še nekaj dela, preden postanejo končni izdelki. Katere vrste polizdelkov torej poznamo? Plošče in pločevina so tanke kovinske plasti, pridobljene z valjanjem. Lahko so iz jekla, aluminija, bakra, karkoli. Najdemo jih v karoserijah avtomobilov in industrijskih posodah. Nato imamo cevi in profile. Ti so vseh oblikosti in so bistveni v gradbeništvu, kovinskih konstrukcijah in industrijskih objektih. Sledijo gredice. To so kovinski bloki, ki se obdelujejo v druge polizdelke ali končne izdelke. Običajno so kvadratne ali pravokotne oblike in so dokaj preproste oblike kovine. Žica in palice so naslednja vrsta. Kovinske žice so zelo prožne in se uporabljajo v telekomunikacijah, električnih kablih in mehanskih konstrukcijah. Kovinske palice? To je surovina za izdelavo drugih komponent z rezanjem ali kovanjem. In ne pozabimo na ingote. To so veliki bloki staljene kovine, strjeni v kalupi. Ingoti se nato predelajo v druge polizdelke ali končne izdelke. Vsi ti polizdelki se lahko nadalje obdelujejo z valjanjem, kovanjem, stiskanjem, varjenjem in toplotno obdelavo, da postanejo predmeti, ki jih uporabljamo. No, zdaj pa se pogovorimo o zvezdah predstave, kovinskih izdelkih. To je končni rezultat vse te obdelave in so pripravljeni za uporabo v različnih industrijskih ali potrošniških sektorjih. Mehanske komponente, kot so zobniki, vijaki, vzmeti in ležaji, so strojno obdelani kovinski deli, ki se uporabljajo v strojih, vozilih in industrijskih obratih. Konstrukcije, kot so stavbe, mostovi in stolpi, so izdelane iz kovin, kot so jeklo, aluminij ali titan. Ti materiali so izbrani zaradi svoje trdnosti, vzdržljivosti in sposobnosti prenašanja težkih bremen. Orodja in oprema, kot so vrtalniki, kladiva in izvijači, so izdelani iz kovinskih zlitin, da se poveča njihova trdota in vzdržljivost. Avtomobili in vozila. Njihove karoserije, motorji in drugi deli so večinoma izdelani iz kovin, kot sta jeklo in aluminij, zaradi njihove trdnosti, lahkosti in odpornosti proti koroziji. V elektroniki in tehnoloških napravah boste našli kovinske komponente v računalnikih, telefonih in televizorjih. Stvari, kot so tiskana vezja in konektorji, so pogosto izdelani iz bakra, aluminija in posebnih zlitin. In ne pozabimo na gospodinjske predmete. Nerjaveče jeklo, aluminij in baker se uporabljajo v posodi in priboru, ker so trpežni in enostavni za čiščenje. Nazadnje, embalaža. Kovinske posode in pločevinke iz aluminija ali jekla se uporabljajo za pakiranje hrane in pijače, da ostanejo sveže in varne. Torej, da povzamemo, polizdelki so delno obdelani materiali, ki potrebujejo še nekaj dela, medtem ko so kovinski izdelki končni rezultat, pripravljeni za uporabo v različnih sektorjih. Precej kul, kaj ne? To je vse za danes. Hvala za ogled in naj se vaši možgani vrtijo.